Svet za Slovence v zamejstvu se je danes sestal pod predsedstvom predsednika vlade Boruta Pahorja. Tematika je bila predvidena tematika mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu, čeprav se je govorilo tudi o konkretnih političnih in organizacijskih težavah Slovencev v Italiji, Avstriji, Madžarski in na Hrvaškem. Kar se tiče mladih, smo prišli do tega, da enotnega recepta ni, da je treba za vsako skupino posebej delovati, da jih je treba vključevati mlade vseh starosti v športne organizacije, kjer se povezujejo med seboj in povezujejo tudi s prebivalstvom, s drugim jezikom, da jih je treba vključevati v kulturne organizacije, da jih je treba vključevati v skavte in tabornike in tako naprej. Skratka, na raznih področjih je treba se z mladimi ukvarjati. Eden od problemov, ki je nekaj lepega, je to, da število tistih, ki se vpisujejo v slovenske šole ali pa v dvojezične šole, hitro narašča in nažalost šolski sistem temu ne sledi dovolj hitro, da bi tiste neslovensko govoreče v šoli naučil slovensko. Tukaj so potrebni drugi izvenšolski sistemi, recimo v Italiji imajo sijajen usporeden popoldanski sistem, usporeden k regularnim šolam, ki poteka v slovenščini in kamor tudi italijanski otroci hodijo. V Avstriji imajo nogometni klub SAK v Celovcu, ki vzgaja mladino, ki uči nogometa tudi nemško govoreče otroke, ki se v igri naučijo slovensko. Tako da nekateri od teh se potem vpisujejo v slovensko gimnazijo. Tako da na nekaterih področjih se vidi lep napredek, bo pa potrebno še dosti napora in truda in tudi denarja, da se bo slovenska mladina počutila slovensko in da se bo čutila, da je to nekaj lepega, ne pa nekaj obremenjujočega. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Ja, Mojca Šarija Slovenija, torej kakšni so tisti konkretni ukrepi, ki se boste zdaj poslužili? Rekli ste, da bo potrebno za posamezno državo posebna strategija, ker so vsi razmere tako različne. In kateri so še tisti konkretni problemi, ki ste jih izpostavili na začetku, o katerih ste se pogovarjali? Ja, kar se tiče mladih, konkretno naša akcija bo šla v to smer, da bo podpirala organizacije, ki vključujejo mlade. Recimo, če je več športnih organizacij, nekaterim gre samo za neke vrhunske tekmovalne dosežke, kar je lepo, ne? Ampak tisti, ki se pokvarjajo še vzgojo mladih, so pa za nas malo več uredni in jih bomo bolj podpirali. Podobno s kulturnimi organizacijami, tisti, ki vključujejo mlade, pa neke mlade skupine nastopajo, bodo malo bolj podprti. Seveda na nekaterih drugih področjih, na manj razvitih delih, kot je recimo Porabje, je pa potrebno tudi že čisto v šolanje, v vzgojo jezikovno več vlagati, ker tam je pa stvar malo odzadej. Kar se tiče teh drugih problemov, smo nekako zadovoljstvom ugotovili, da se je finančen problem v Italiji nekako rešil. Radi bi, da bi se
rešil tudi dolgoročno, da bi prišli do nekega dogovora večletnega o financiranju na obeh straneh. Radi bi tudi dosegli, da bi v Rimu slovenska manjšina imela neko stalno predstavništvo in stalnega sogovornika. Kar se tiče Avstrije oziroma Koroške, kot veste, se kažejo neki znaki začetka pogovarjanja o postavitvi tabel. Jaz osebno mislim, da je to lepo, da je pa to treba povezati z vsemi drugimi problemi in nekako v celoti reševati. Zdaj, mi bi želeli, da bi naša manjšina na Koroškem, ki ima 3 veje, 3 predstavnike, prišla do skupnega pogleda na te avstrijske predloge. Z njimi smo se že pogovarjali, mislim, da bojo tam nekje do srede decembra prišli do enega odgovora in mi bomo Avstriji posredovali stališča, ki se ujemajo stališči naše manjšine. To je bilo pa, mislim, ja, govorilo se je tudi o Madžarski, o tem, da se tam spreminja ustava, da ni čisto jasno, ali bojo Slovenci imeli svojega predstavnika in da se moramo vsi skupaj truditi, da bi do tega prišlo. Hvala. Hvala lepa.